Konkurenca. Nekaj misli o konkurenci, pa mogoče zlasti za tiste, ki vas konkurenca muči ali pa ne veste, kako se spopasti z njo. Torej nekaj mojih pogledov na to, kako jaz dojemam te zadeve. Seveda je to moja izkušnja, ni treba, da je vaša, ampak podelim to, da mogoče dobite nek drugačen vpogled oziroma drugačen vidik. Prva stvar, ki je to, da jaz sama konkurence ne raziskujem. Klasično bojo rekli, pojdi pa preglej, kaj konkurenca počne, s čim se ukvarja, kakšne produkte ponuja, kakšne cene ima in tako naprej. Jaz tega ne počnem, enostavno zato ne, ker se mi zdi, da čas, ki ga bom vložila v to, da jaz to konkurenco proučujem, da iščem to po spletnih straneh, da raziskujem, je izguba časa zame oziroma raje ta čas investiram v marketing in v buildanje sebe, skratka v razvoj svojih produktov, razvoj sebe in razvoj svojega biznisa, ne pa bom rekla, zapravljam čas za raziskovanje nečesa, kar nima veze niti z mano. Druga stvar je to, da ko govorimo o spletnih izobraževalnih produktih oziroma na splošno o izobraževanju, coachingu in pač teh zadevah, mi nismo, ne vem, tehnični produkti, skratka, mi nismo, ne vem, dva avtomobila, ki greš tam na splet, pa pregledaš dve specifikaciji, pa rečeš, aha, tale ima toliko, ne vem, konjskih moči, tale pa toliko, pa ta ima, ne vem, tak material, drugačnega, Skratka, ni samo to, skratka, ne morem vedeti točno vedno, kaj je v ozadju moje konkurence, Skratka, ko mi to proučujemo, oziroma ko to nekdo proučuje, ne gre samo za neke specifikacije, ne vem, kaj je on v tej ponudbi dal ali pa kaj je v tem produktu, ampak gre, bom rekla, za neke stvari, ki so mogoče tudi majčkeno manj otipljive, Gre tudi za našo filozofijo, naše poglede na življenje, naše vrednote. In ko moje stranke, oziroma ko naše stranke kupujejo nas, v bistvu kupujejo vse te zadeve, Tako da tretja stvar, ki je tukaj, je to, da pravzaprav zaupam svojim strankam, da znajo same presoditi prvič na podlagi, bom rekla, otipljivih stvari, na drugi strani pa tudi na podlagi mogoče tistih manj otipljivih stvari, začutiti, kdo je prava oseba glede na tisti moment, v katerem, glede na tisto zadevo, ki jo v tistem momentu potrebujejo, pač pomoč oziroma nek support ali pač uresničevanje neke vizije in tako naprej. Skratka, konkurence pravzaprav ne vidim niti kot konkurenco, ampak vidim bolj kot nekoga, ki počne podobne stvari kot jaz, vendar na drugačen način. In to je ena od stvari, ki jo tudi pri svojem marketingu za avtorje programov ful poudarjam, je to, da se moramo mi znati osredotočiti na nas, na naše, bom rekla, na našo dodano vrednost, sami sebe dosti poznati, kdo smo in kaj ponujemo in kaj je tisto, kaj je pravzaprav naše drugačno ali pa naše edinstveno.